Lani smo slovesno praznovali 300. obletnico rojstva Petra Pavla Glavarja. Danes, leto pozneje, na 301. rojstni dan, smo se ponovno zbrali tukaj na Lanšprežu v čudovitem okolju, kjer je Peter Pavel Glavar umno kmetoval, deloval kot duhovnik, izobraževal ljudi, posebej čebelarje. Maševal bo ljubljanski stolni prošt Jožef Lap, pridigal o Glavarju, potem po maši bo pa tukaj blagoslovitev novega čebelnjaka, učnega čebelnjaka za dolenjske čebelarje, namenjenega predvsem izobraževanju mladih čebelarjev. Veselimo se že tega dogodka, tega srečanja, zlasti pa uživamo v prekrasnem okolju, kjer je Peter Pavel Glavar toliko naredil za dolenjskega kmeta, za dolenjskega človeka in čebelarje. S tem pa tudi za vso Slovenijo s svojim izobraževalnim delom kot duhovnik. Ravno smo bili 2. maja, smo se zbrali pri proštu Lapu na dan molitve, tedna molitve za duhovne poklice, in prošt Lap je posebej poudaril to, kako dober duhovnik je bil Peter Pavel Glavar. Ne samo čebelar, ne samo umen kmet, izobraževatelj, izobraževalec Slovencev, ne samo pisatelj, ampak odličen duhovnik, predan z vsem srcem in dušo duhovništvu. In zaradi tega je bil tudi toliko uspešen, tako uspešen, je toliko naredil za slovenskega človeka, za Komenčana, potem pa za Dolenjce tukaj, in res se veselimo tega dogodka, smo ponosni nanj in želimo, da še naprej živimo to Glavarjevo delo, to misel, njegovo prizadevanje. Naj bedi, bi rekel v slogu dolenjskih vseslovenskih čebelarjev. Naj bo to lepa slovesnost, lep dogodek, lepa spodbuda za nadaljnja dela v duhu in smislu delovanja Petra Pavla Glavarja. Prvo bi vse skupaj lepo pozdravil. Danes smo se zbrali tradicionalno že, mislim, 12. ali 13. Zmenili smo se, takrat smo kapelo malo bolj obnovili, da bomo na 20. dan Glavarja se tukaj zbirali vsako leto, in to prvo delovno soboto v maju, in da tudi to tradicijo nadaljujemo. In to so vsi tukaj dobrodošli. En spomin v Glavarja, zdaj pa kakšno leto malo več prireditev, danes bomo samo za mašo, po maši bomo pa še en čebelnjak tukaj zunaj blagoslovili. To je Glavarjev tukaj mušostvo, čebelarstvo, in v njemu čas smo regijsko postavili ta čebelnjak, da bi tudi naprej se tukaj izvrševalo, bom rekel, poučevalo čebelarstvo. In sadjereje, ker je tudi to imel tukaj, smo pa tukaj dol, ko boste videli, ko še si pogledajte, en lep sadovnjak, lansko leto lepo raste, smo ga postavili. Letos smo že obrazovanje bo že en tečaj, tako da bi nekje to Glavarjevo delo tukaj probali nadaljevati, kar je on tukaj že imel davnega 1782 šolo vrtnarsko čebelarsko tukaj v tem gradu, ki je zadnji bil. Da bi to nekje nam uspelo, pa mislim, da smo na dobri poti. Zdaj pa bi prepustil ostalim, po maši bomo šli čebelnjak blagosloviti, pa en kamen še tam ena spominska plošča od Rošice, bo pa kolegica povedala, ne vem, kako piše. Po maši bomo šli, pa ven bomo pa tam naredili. Hvala lepa. Dober dan tudi v mojem imenu iz Čebelarskega društva Stična.
Člani Čebelarskega društva Stična smo poleg obeležja Petra Pavla Glavarja postavili tudi obeležje čebelarskega strokovnjaka Emila Ročica, katerega bo blagoslov tudi danes. Emil Ročic, kot vsi vemo, je bil velik čebelarski strokovnjak, bil je tudi pisec in inovator ter trgovec iz gradu Podsmreke pri Višnji Gori. Pomemben je tudi zato, ker je bil ustanovitelj Kranjskega društva za umno čebelarstvo. No, tako hvala lepa za oba dva pozdrava in pa program našega shoda, srečanja. Tudi jaz vas želim lepo, prisrčno pozdraviti v imenu cerkve, v imenu ljubljanske nadškofije, kjer je bil Peter Pavel Glavar v stolnici pred 301 letom rojen in krščen. Tudi letos smo prvič obeležili ta konkretni spomin, ne samo, da ga obeležujemo tukaj v Lanšprežu na kraju smrti, ampak prav tam, kjer je bil res rojen in kjer je bil krščen, prenesen k svetemu krstu. Torej v stolnici smo se v ponedeljek 2. maja z nekaterimi Komenčani spomnili tega spomina. Namreč 2. maja 1721 je bil Peter Pavel Glavar, torej krščen v ljubljanski stolnici, kjer so mu dali ime Peter Pavel. No, ta spomin iz ljubljanske stolnice bomo danes poživili tudi tukaj na kraju njegove smrti, kjer je bil torej njegov delovna upokojitev in pa potem odhod v večnost. Saj je to pravico dobil pri svetem krstu in potem tudi kot duhovnik. Tako sedaj bomo opravili tudi še dva blagoslova. Najprej spominske plošče v čast temu župniku iz Višnje Gore, ki je bil tu res veliki dobrotnik teh krajev, dober čebelar. No, vidite, naši duhovniki res so naredili veliko dobrega našim vernikom. In so se zavedali, da je treba te božje darove dobro uporabiti za zdravje tudi naših teles. No in potem bomo blagoslovili tudi nov čebelnjak. To je zelo, sem vesel, da ga bom smel požegnati. To so domovališča naših pridnih čebel v tem času, ko so se zdaj že malo domočile, ko so že spoznali naše lepe livade, travnike, gozdove, potem razne sadovnjake, zdaj vse v cvetju
Tudi mi smo se zbrali nekako v pravem času, v tem bujnem življenju narave in velikonočnem slavju in ob spominu naših dragih rajnih. To se res nekako lepo dopolnjuje z vso to našo celotno gledanje na same, na naš smisel življenja in na našo naravo in na naše naloge. Čebele nas itak lepo vzgajajo, da so bili že prvi roji, so se mi že pohvalili eni čebelarji na Gorenjskem. Tam v Lesovem sem bil v nedeljo in je rekel moj rojak tam, žlahtnik, ja, rekel, včeraj sem imel že prvi roj in so šle čebele na najvišjo točko češnje. Tako da se je moral res potruditi, da jih je lepo dol pograbil in dal novo domovališče. Tako, ima še kdo kaj dodati? Torej, zdaj bomo šli, torej našim pevcem res Muhlonej, dobro vzdušje ste naredili. Lepo smo peli, lepo tole zvočje naše kupole, naše kapele je prav čudovito prevajanje naše molitve in našega petja k Bogu v višave in da se razlivajo v to naravo. Res Bohlonej za vaše sodelovanje. Lepo je maševati pri taki maši, kjer vsi pojejo, vsi čutimo isto. To je lepo. Vidite, tega imamo mi premalo, mi kristjani. Zdaj, ko smo začeli to prenovo s papežem Frančiškom, s to prenovo te poti, kako se že reče, sinodalna pot, ja, bravo, hvala za pomoč. Ja, da skupaj hodimo in da res gremo, ne da čakamo, kdo prišel ta prvi nekam. Vi lajki včasih malo preveč čakate, da bomo mi duhovniki prišli k vam. Mi pa preveč čakamo, da ste vi k nam prišli. Ampak moramo kar jeti od doma, priti skupaj in nekaj skupaj narediti in se obogatiti, ker vsak ima svoje talente in svoje poslanstvo na svetu. In škoda, da to zapravljamo z nekimi prepiri in ne vem s kakšnimi zamerami. Vemo, da je bilo že 1782 že tukaj prva čebelarska šola in vrtnarska na Lanšpežu, ko je glavarj ustanovil. To je bila prva na Kranjskem po Sloveniji. Žal mora tudi to na dan priti, počasi prihaja, da se ve, ne. In v ta namen smo tukaj lansko leto dali sadovnjak, da bo to, letos smo imeli že poučevanje v tem sadovnjaku prvo leto, ne. In spada tukaj tudi čebelnjak, ker je poučeval čebele. In smo pa šli to z projektom Čebelarske zveze, ker Čebelarska zveza je imela v 2 letih projekt 15 čebelnjakov po celi Sloveniji, ne. In smo se priključili njim, tako da nam je Čebelarska zveza ali država nekje financirala čebelnjake. Tako da je za 5 let potem je naše ogrobo čebelnjak, ne. Ostalo smo pa mi potem urejamo, ne. Oni so ga postavili, da pa panje, pa te poslikave, pa okolico, pa mi urejamo, tako da bomo spravili in da bo tukaj izobraževanje.